Spoštovani gospa predsednica, gospoda Nadškofa, zakaj se ima za krščanskega ateista in nekaj preprosto za ateista? Zakaj je rekel, da bi bilo treba dati Ukrajini nuklearno orožje, bi bilo treba Palestino priznati in jo sprejeti v NATO? Je Golobova vlada res tako slaba? Zakaj ljudje volijo proti svojim ekonomskim interesom? Kaj je narobe z Nemčijo? Zakaj je svoboda bolezen brez zdravila? Zakaj se nam sreča stalno izmika? In ali realnost obstaja? Jo pojasnil filozof Slavoj Žižek, najbolj prevajan in najbolj globalno najbolj bran Slovenec vseh časov, avtor knjige Krščanski ateizem. Toda najprej bo govorila Špela Kožar. Zagotovo smo enotni, da ne moramo tega križem gledati, kar se dogaja. In da moramo v prihodnjih tednih priti do naslednjih korakov. Naj bi ustavni sodnik, dr. Klemen Jaklič, bil poleg tega, da je bil ustavni sodnik tudi samostojni podjetnik. Zakon o ustavnem sodišču je jasen, da je pridobitna dejavnost popolnoma nezdružljiva s funkcijo ustavnega sodnika. Pričakujem, da bo dotični ustavni sodnik ponudil svoj odstop. Nemudoma. To levo-desno se mi zdi otročje. Vsak mora prevzeti svoje odgovornosti. Sej to je javni denar. Jaz bi rad gospode vprašal, ko so skoraj vsi gradili hiše, domnevam, a pa kupovali stanovanje, so na isti način to delali. So kar neke ponudbe, ki so se nekaj malo zmenili. This is an assault on America. Nothing like this has never happened before. There's never been anything like it. Every legal scholar says this case is nonsense. We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. Those against? The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Zakaj pravi, da bi bilo treba dati Ukrajini nuklearno orožje, bi bilo treba Palestino priznati in jo sprejeti v NATO, je Golobova vlada res tako slaba? Zakaj je svoboda bolezen brez zdravila? Zakaj se nam sreča stalno izmika? In ali realnost obstaja? Z mano je dr. Slavoj Žižek, najbolj prevajan in globalno najbolj bran Slovenec vseh časov. Lani so odmevale 3 njegove knjige, Nori svet, Svoboda, bolezen brez zdravila in Kaj je pred nami, če ni prihodnosti, njegova zadnja, talele, letošnja, pa je naslovljena Krščanski ateizem. Zdaj, zakaj se imaš za krščanskega ateista, zakaj ne preprosto za ateista? Ker, če hočeš biti res ateist, moraš religijo spodnesti od znotraj. To pa se zgodi v krščanstvu in edino v krščanstvu. V krščanstvu Bog na križu umre. In čemur to predhodi, kar se zgodi potem, ni neka vrnitev k Bogu ali kaj, ampak je Sveti Duh. Kaj je Sveti Duh? Skupnost verujočih, ki ne rabi nobene zunanje opore. Kot piše v evangelijih, ko nek apostol vpraša Kristusa, kako bomo vedeli, da si se vrnil med nas, Kristus enostavno odgovori, ko bo ljubezen med vama dvema, takrat bom tam. To je vse. A se lahko Bogu odpove človek, ki itak ne verjame, da Bog obstaja? Danes to še posebej velja. Najbolj nevarni so tisti religiozni ljudje, ki mislijo, da so ateisti, da ne verjamejo v Boga, njihova struktura življenja in verovanja pa ostaja ista. Kot da bi Bog obstajal. Ja, naprimer, to je že klasičen vic, ki mi ga vsi izraelski prijatelji pravijo. Mi, Izraelci, ljudje v Izraelu, smo najbolj ateistični narod na svetu. Vemo, da Boga ni, hkrati pa verjamemo, da nam je Bog dal to zemljo. In to je obča struktura danes.
Se pravi, na svoj način ne bomo zgubljali časa, isto velja za Stalina. Verjel je v velike zakone zgodovine in tako naprej. Samo da eno misel tukaj končam važno. Ta, kako bi rekel, lažni ateizem tudi opravičuje največje zločine. Pred kratkim sem bral grozljive knjige, biografijo Heinricha Himmlerja in neko zgodovino Gulaga in grozljivo je to, da oba režima, čeprav sta bila različna, stalinizem, nacizem, sta probala izjemno krutost do soljudi prodati kot najvišjo obliko patriotizma. Kot reče Himmler, vsak idiot se bo žrtvoval za svojo domovino. Pravi domoljub žrtvuje svojo dušo, se pravi, dela grozne stvari za svojo domovino. Ampak a ne bi bil idealen Bog, ki bi obstajal, a ne bi verjel, da obstaja? To pa je zanimivo teološko vprašanje. Bog rabi verovanje. Običajno bi rekli, Bog itak vse ve, ne rabi verovanja. Jaz sem pa tukaj na strani Kierkegaarda, ki je nekje zapisal, da Bog je edini, ki res veruje vase. Mi, navadni smrtni verniki, samo verujemo, da verujemo. Ne moramo pa nikoli biti sigurni, a res verujemo. Zakaj tako nasprotuješ budizmu? To me pa pripelje nazaj k Himmlerju. Vedno me je fasciniral, prvič, kakšno ključno vlogo je v celotni zgodovini zadnjih tisočih let pri upravičevanju najhujših zločinov, pobijanja in tako naprej igral budizem, ta isti budizem, ki pravijo, sočutje, niti črna, ne smeš ubiti in tako dalje. Zakaj? Ker osnovni nauk, tako si ga primitivno militaristi prisvojijo, budizma je, realnost je samo nek sklop fenomenov, ko se potegneš vase in postaneš nič, takrat si šele to, kar resnično si. Se pravi, nauk je, ubijaj, delaj, kar hočeš, itak imaš opraviti samo s fenomeni, ravnaj z distanco, ne se identificirati s svojimi dejanji, ne jih vzeti resno. Pred 2 letoma, 9. maja, sem delal javni intervju s tabo. Robert Golob je tedaj ravno zmagal, bil je na vrhu, tudi njegova vlada ima zdaj mizerno podporo. A je njegova vlada res tako slaba? Ne, tukaj pa mogoče nekaj presenetil, pa zgubil še tisto malo pristašev, ki jih imam tukaj. Bi parafraziral Churchilla. Vem, ta vlada dela ogromno napak. Ne bomo izgubljali časa s tem, da jih naštevamo, ampak kot je Churchill rekel, demokracija je najslabši vseh možnih sistemov, problem je v tem, da so vsi drugi slabši. Zato mislim, da v sedanji situaciji v Sloveniji, prvič, levica prav dela, da še vedno sodeluje v vladi, saj ni samo privesek. Poglej samo Luka Mesec, naprimer, koliko ukrepov je spelil. Levica ima neverjetno vpliv. Drugič, Golob je pač ob vseh nujnih spodrsljajih, je pač tehnokrat, odprt do teh družbenih gibanj, feminizma in tako naprej. Ja. Prosim? Očitno, ja, očitno. Ja, in pa tvoj sarkazem, ampak ne bom ti rekel, koliko let Gulaga boš za to dobil. Hočem reči, da ta kombinacija, razsvetljen tehnokrat in neki malo bolj radikalen levičar, se mi zdi... Ta idealna sveta koalicija, ali je to nesveta koalicija? Zdaj, kaj je sveto, ne vem. Jaz sem teoretsko vzgojen, tako da vem, da sveto je ime za umazano. No, pa če smo ravno pri obscenosti, Donald Trump je primer obscenega vodje, praviš. Vse umazanije počne javno na odprti sceni, zakaj ima potem takšno podporo? Zakaj mu njegovo ljudstvo vse vedno tako zlahka odpusti? Bom bil čim krajši tukaj, ker o tem sem knjige pisal, kar si zdaj rekel. Mislim, da je čas, da obrnemo slavni rek Abrahama Lincolna, ki pa mimogrede povedan, da je on pobral od nekoga drugega. Neki ljudi lahko varaš ves čas, vse ljudi lahko varaš nekaj časa, ne moreš pa vseh ljudi varati ves čas. Jaz mislim, da jih lahko. Ja. Jaz mislim skoraj ves čas. Jaz mislim, da samo izjemoma pride do razsvetljenih momentov. Ne verjamem, da so ljudje in sebe šteje mednje. Nimam se za nekega elitnega intelektualca. Ne verjamem, da ljudje težijo k resnici. Ljudje bežijo od resnice.
Ja, nekateri analitiki pravijo, da razlika med levico in desnico nima več nobenega smisla. Kaj praviš ti? Ima, čeprav se dogajajo zelo čudne stvari. Neki moji prijatelji ameriških je celo jokalo, se spomniš pred nekaj več kot 2 ali zdaj že 3 leta, ne vem, 6. januarja ustoličenje Bidna. Kaj se je zgodilo? Še revolucijo je desni populizem ukradel levici. Kaj je sanj vseh levičarjev? Zbrano ljudstvo udre v sedež oblasti. To so naredili. Mislim, da živimo v času, ko levica izginja, ampak v svoji odsotnosti jo je še kako čutiti. Zakaj? Zato, ker, kot je že Walter Benjamin rekel, vsak fašizem je učinek propadle revolucije. Očitno je danes tudi v ZDA neko revolucionarno vrenje in zaradi, o tem zakaj nimamo zdaj časa govoriti, kraha levice si ga je prisvojila populistična desnica. Se tudi ves agitprop si je desnica prisvojila od levice. Ne? Ja, zdaj bom pa iz tega sklep potegnil, ki bo marsikoga stresel. Sklep je, pustimo torej levici to površinsko pojmovanje revolucije, javno preklinjanje, grobosti in tako naprej, in postanimo to, kar je bil uspešno, dokler ni postal res star. Pred enim tednom sem ga videl na cesti v Vermontu, Bernie Sanders. A ni on, za razliko od Trumpa, ki je obscen, historicist, relativist, manipulator, a ni Bernie Sanders poosebljanje te najbolj zdravorazumske spodobnosti dostojanstva navadnega človeka. Mislim, da mora levica staviti na to, čemur se včasih reklo moral majority. Zdaj, družba je tako polarizirana, tako razklana, pravijo, da je najboljše, da oblast prepustimo nepristranskim, nadpolitičnim tehnokratom, ekspertom. Kaj praviš ti? Nisva zadeva toliko v tem, da bi bil proti temu. Ampak zadeva je v tem, da če si odblizu pogledamo kogarkoli od teh ekspertov, tako leve kot desne, ali sredinske ali kaj, vidiš, da se za tem videzom nevtralnosti skriva že neka politična odločitev, že neka pristranskost. In to je, tukaj ostajam na liniji marksizma in krščanstva. Kot je rekel Kierkegaard, ni neutralne, ni ekspertov za krščanstvo. Čim rečeš, a je ta dokaz za Boga dober, a bi me bolj prepričal, si že grešnik. Isto reče Marx, če nisi zainteresiran na osvoboditvi zasužnjenih, pol marksizem nima smisla, marksizem ni objektivna znanost. Ekonomska neenakost, v kateri se to govori, se zdaj po vsaki krizi le še poveča, to vidimo. Zato lahko tudi pravzaprav po tej krizi pričakujemo stopnjevanje gneva, ogorčenja, resentimenta, polarizacije. Zdaj, kdaj bo kapitalizmu na pomoč priskočil fašizem, tako kot v 30 letih? Potem kasneje, to se že dogaja, bi pa rekel samo, kaj me najbrž skrbi v tej krizi na ravni socialnosti. Vemo, kaj se je zdaj pred par tedni zgodilo v Haitiju. Oborožene tolpe so preprosto skoraj povsem prevzele oblast. Kontrolirajo državo. Zdaj bo nekdo rekel, ja, Haiti, primitivna država tam. Oprostite, a ni v Izraelu s temi, kako se po slovensko reče, settlerji? Ja, naseljenci, ja. A ni to nekaj istega? Oni imajo oborožene tolpe, ki s tihim soglasjem države terorizirajo Palestince. Država ne naredi nič. A ni podobno celo v Združenih državah, Proud Boys in podobne družbe, nasilnežev, teroristov, ki jih Trump tolerira. Reče jim ne udarjati, ampak bodite pripravljeni. In mislim, da mene, zdaj spet rekel nekaj šokantnega, mogoče za nekoga edini vic, ki ga bom povedal, ga že prodajam okoli, to me najbolj skrbi. Pred leti je iz vzhodne Nemčije krožil nek vic, ki sem ga jaz zdaj priredil na današnjo situacijo. Vzemimo 3 najbolj znane politike danes. Putin, Xi, kitajski vodja in Trump. Vsi 3 smejo stopiti pred Boga in ga nekaj vprašati. Prvo ga Putin vpraša, kako bo pa z mojo ljubljeno Rusijo čez 10 let.
Bog reče, slabo, Rusija bo kitajska kolonija. Potem Xi stopi naprej, kako bo pa s Kitajsko? Reče Bog, tudi slabo, gospodarstvo vam bo propadlo in boste morali zaostriti diktaturo in še prositi za pomoč Tajvan. Pol pa stopi vesel Trump naprej in po vsakem od teh seveda Putin in Xi se obrneta stran in zajokata. Pol pa Trump vpraša, no kako bo pa, ko bom jaz zmagal na volitvah, Bog se obrne stran in zajoka. In Bog ima prav tukaj. Zakaj? Ker ob vsej zlorabi in hipokriziji je Amerika, ne realna Amerika, ampak simbolna podoba Amerike, dežela svoboščin, pravic in tako naprej, je nekaj pomenila. Veliko uporov, ki so bili v resnici demokratski upori, so se radi sklicevali na Ameriko. Zdaj, ko Amerika zgublja to vlogo, bo ostalo nekaj groznega. Niti hipokrizije ne bo več, direktno se bo brutalna moč realizirala. Ja, tako kot se je v Izraelu. Ja, Tako kot se je v Ukrajini. ja, zato mislim, da je, to si zelo dobro rekel, zato mislim, da bo ceno za to, kar se dogaja zdaj v Izraelu in v Ukrajini, bo plačala Amerika. Sam za hip se vrnemo nazaj. Ekonomska neenakost se čedalje bolj poglablja. Selimo se iz ene krize v drugo, podnebju odpovedujejo, vsi govorijo, da bo treba nekaj storiti, nekaj spremeniti. A lahko do velike radikalne spremembe pride na miren demokratičen način z volitvami, ali bomo potrebovali apokaliptično grožnjo, kot je recimo razpad podnebja? To si zelo dobro vprašanje postavil, ker mislim, da ko govorimo o grožnjah, smo še premalo pesimisti. Se strinjam z tistimi skeptiki, ki pravijo, vsi ne vemo točno, kako bo s podnebno krizo. Ampak sem pa bral neke odlične analize zdaj, ki pravijo, mi imamo vsi, ko govorimo o ogrevanju, neko iluzijo. Pač bojo šle temperature za 2 stopinji gor, malo več bo poplavljene površine, ampak bomo našli spet neko ravnotežje. Ne, če so kateri od gledalcev gledali ta film Problem 3 teles, 3 body problem, oziroma Na Netflixu zdaj. Ja, to, kar se dogaja na tem planetu 3 Solaris, ni novo ravnotežje, ampak je vreme kaotično. 7 let je zima, pol naenkrat preveč žleba to in temu se mi bližamo. Imamo serijo 5, 6 kriz. Imamo ekološko krizo, imamo vojaško krizo in tako naprej, da ne grem naštevati. In mene skrbi interakcija teh kriz. Recimo, Popolni vihar. Ja, ker vojaška kriza potisne avtomatsko v ozadje resna ekološka prizadevanja in tako naprej. Tako da, še samo zadnja, čisto kratko, demokracija pa, če z demokracijo mislimo to, kar danes pomeni demokracija, večstrankarstvo in tako naprej, mislim, da je njen čas potekel. Ali kot je rekel John Elster, norveški teoretik racionalnega delovanja, danes je modno reči, da je demokracija ogrožena, v nevarnosti. Ampak glavna nevarnost za demokracijo je sama demokracija v njeni populistični obliki. To, kar smo že ravno pri tem zdaj Gradec, drugo največje avstrijsko mesto, vodi komunistična partija Avstrije. Županja je članica KP Avstrije in prišli so na oblast na miren, demokratičen način. A si predstavljaš, da bi Maribor, drugo največje slovensko mesto, vodila komunistična partija Slovenije zdaj? To je zelo zanimivo zapažanje, ki je hkrati pozitivno in žalostno. Prvič, to ni prvi primer. A veš, da je bilo, ko sva midva še bila otroka, jaz ne, 40 leti, je bil par let župan Ženeve, mesta kapitalista, komunist. Kaj je naredil? Mal je popravil ulice, socialno stanje in je... Pa se to pričakuješ od komunistov, kaj pa mi... Ja, ampak, a ni to lep paradoks, da znajo biti danes komunisti na oblasti najbolj učinkoviti varuhi? Govoriš o Kitajski? Ja, Kitajska je model tega. Ja, Kitajska komunistična partija je še vedno najbolj učinkovit zastopnik kapitala proti posameznim frakcijam. Hočeš reči, da najboljši kapitalizem vodijo komunisti? Ja, v tem, ker so pametni. Ne v Venezueli, ne na Kubi. Ampak,
A ni pravzaprav a ni eden izmed paradoksov kapitalizma, tega sodobnega v tem, da so ljudje izkoriščani tudi, ko ne delajo. Recimo Facebook s tabo služi v tvojem prostem času, kaj ležiš, kaj Tukaj ne pa počneš sem nič. jaz kritičen do marksizma. Marksizem še vedno verjame, da obstoji neki substancialni revolucionarni subjekt. Ja. Neka družbena skupina, ki je v katere družbeni objektivni položaj je upisan revolucionarni potencial. Za Marksa izkoriščeni delavci. Ja, on je čakal na to, pa jih ni dočakal. Ja, čeprav to moram kot anekdoto reči. Zakaj imam še rad Marksa? Leta 1870, Pariška komuna, pa tako, je Marks mislil, mogoče bo pa zdaj revolucija. In, a ne bi imel tira človeka, ki to reče. In mu pismo Engelsu reče, pa kaj ga zdaj lomijo? Jaz še nisem končal kapitala, pa hočejo neko revolucijo. Puste me pri miru, da ni nekaj lepega v tem. Ampak hoče reči to, da ta komunizem lahko igra, ta komunisti na oblasti, neko pozitivno vlogo. Tu poglej Indijo, Kerala, najbolj uspešen del, ker so že 20-30 let tržno usmerjeni komunisti na oblasti. Sam mislim, da... To potrjuje, da pač komunisti najbolj vodijo kapitalizem. Ja, samo mislim, da v krizi, ki prihaja, tak komunizem ne bo dovolj. Ne mislim, da bo treba znova nek sovjetski... Je pa se ni kitajski komunizem ukrojen za vse krize? Jej. Veš kaj je moj jej. Zdaj bom rekel nekaj norega, da izgubim še tistih par prijateljev, ki jih imam. Ključna oseba Kitajska danes, potem sem pisal, je zame Wang Huning, glavni ideolog. On je pred 30 leti, kot mlad, obiskal Ameriko in napisal izjemno dobro knjigo Amerika proti Ameriki. On je bil fasciniran nad ameriško ekonomsko dinamiko, hkrati pa zgrožen nad tem individualizmom, potrošništvom in tako naprej. In njegov problem je osnovni problem fašizma. Kako ohraniti modernizacijo, dinamiko, hkrati pa družbeno harmonijo. In zato mislim, da to, kar se je v resnici zgodilo z Deng Xiaopingom, je sprememba Kitajske iz komunistične v, rečemo temu, mehko fašistično državo. Hoče reči Mussolinijevsko ali kaj? Mussolini do Frankistično. Ja, frankistično. Ja. Ne rabiš žida ali nekega hudega sovražnika, rabiš samo neko tradicional obvezno ideologijo. Rabiš krizo. Rabiš šok. Poglej recimo, kaj zadnji govor Šija, šefa Kitajske, izjemno zanimiv. Veš, v čem je govoril? O tem, kako mladim generacijam treba odpreti, ne Maovo revolucionarno misel, ampak odpreti pogled na velikino kitajske tradicije. Zakaj? Če smem kar za neko drugo vprašanje, ki bo najbolj prišlo prestopiti, zdaj se dogaja nekaj izjemno zanimivega v Južni Koreji in na Japonskem, prehaja pa tudi malo vpliv na Kitajsko, čim ljudem gre relativno dobro, mlada generacija, jih ne zanima več velika politika. Hočejo živeti svoje skromno življenje, hočejo imeti svobodo, ampak svobodo v smislu, a bom gledal ta film ali drug, a bom živel tukaj ali tam. Se pravi, neka čisto depolitizirana mlada generacija. In tega se je Ši ustrašil. In se je oprl na tradicijo, mislim, da to ne bo delovalo. Jaz imam na nek način rad Kitajsko, zdaj se je lepo spoprijela s krizami. Samo mislim, da zdaj vodstvo zgublja živce. Ja. Rekel si, da bi bilo treba dati Ukrajini nuklearno orožje. Ker? To je seveda bila v mojem stilu provokacija, Ja, ampak upam, da je poanta provokacije jasna. Koliko smo že nasedli Putinu, da vsi gledamo s sumom, zakaj se ne grejo pogajati, a niso Ukrajinci mal nori in tako naprej. Jaz sem hotel opozoriti na to, da Putin stalno govori o možni uporabi nuklearnega orožja. Se je spet rekel pred par tedni v nekem intervjuju, če bo rusko ozemlje ogroženo in v rusko ozemlje je prištel Krim in ta novo zasedena, ima Rusija pravico uporabiti nuklearno orožje. Druga Putinova teza ni dovolj samo, da dobimo ta ozemlja, radikalno se mora spremeniti vlada v Ukrajini.
Tam je, in to sem jaz mislil. Je pa plus države, ki imajo Ja. jedrsko orožje, se ne napadajo. Ne? Zakaj ni vojne več, zdaj, zato ker Pakistan propada, že zadnja desetletja med Pakistanom in Indijo? Zakaj je Severna Koreja preživela? Ja, točno tako je, ja. A bi bilo treba dati nuklearno orožje tudi palestincem pol? Ne, mislim, da ne zaradi neke nekonsistentnosti, ampak med Palestinci dejansko so tudi manjšina, ampak so tudi trdi fundamentalisti, ki jim ne bi zaupal. Kaj pa tole? Bi bilo treba Palestino priznati in jo potem tudi takoj sprejeti v NATO? Absolutno. To pa na vse možne načine se s tem strinjam. Ker bi to tudi bila neka obveza za Palestino, da je, če bi eventualno zaživela samostojno odprta država in tako naprej. Kaj misliš, da bi se zgodilo, če bi recimo Samuel Žbogar med zasedanjem Varnostnega sveta Združenih narodov nenadoma vstal in vse pozval, naj vstanejo in se poklonijo vsem palestinskim žrtvam? Tudi jaz sanjam o nečem takem, zgodilo se seveda ne bi nič, hudič bi bil, ne samo. Ampak bi bila pa lepa gesta in neke vrste moralna preizkušnja. Ker je bilo nešteto poklonov tem izraelskim žrtvam in tako naprej. Tako, kot si ti rekel, bi moral narediti. Ne in obsoditi izraelski kolonializem. Samo to, ne podpreti palestinske bombe ali kaj, samo pokloniti se žrtvam. Ja. To bi bilo dejanje. Ampak pazi, za oboje, Ukrajince in Palestince, je to vojna za preživetje. Ne? Kako se bo to končalo? Slabo. In veš zakaj? To je prav ironično mi je prišlo. Slabo se bo končalo, zato ker tudi nasprotna stran lažnivo misli, da je to vojna za preživetje. Putin in njegovi apologeti skozi poudarjajo, tukaj gre za obstoj Rusije, isto Izrael. In oboji se lažejo. Ampak a misliš, da bi se lahko Rusi na neki točki uprli Putinu in Izraelci Netanjahuju in tej skrajno desni vladi? Jaz sem spet pesimist, lahko bi se, ampak tako kot je bilo z Miloševićem, najbolj verjetno je, da se bo to zgodilo, če bosta Putin ali Netanjahu izgubila vojno. Ja. Ampak gled, vsi svarijo zdaj pred vzponom skrajne desnice na evropskih volitvah. Zdaj, Rusija simpatizira s to skrajno desnico evropsko. Zakaj potem na levi toliko simpatiziranja z Rusijo? To je dobro vprašanje, na katero nimam enostavnega odgovora. Eno je ta fetiš NATO. Ja. NATO je utelešeno zlo. Kdorkoli je v konfliktu z NATO, mora biti nekaj dobrega na njem. Ja. Jaz se s tem ne strinjam, ker propad NATO je, tako kot propad Evrope, je v interesu čedalje bolj vse svetovne desnice. Tukaj se Putin druži s Trumpom in tako naprej. Vse moti Združena Evropa. Sam mislim, da Združena Evropa ne rabi zunanjega sovražnika, že sama se uspešno uničuje. Vojne so heroizacije in glorifikacije moškega. In vse te vojne, ki jih je čedalje več, prihajajo ravno v času, ko se skuša patriarhat obupano vrniti. Tudi s prepovedjo splava. Mar ni to zdaj vrtenje časa nazaj? Jaz sem, kje se to vrtenje dogaja? Sem spet rekel nekaj, da zgubim še par prijateljev. Se spomniš, v Ugandi pred enim letom ali kdaj so sprejeli najstrožji zakon proti homoseksualnosti. Če te ujamajo v aktu, smrtna kazen ali vsaj doživljenjski zapor. Vsi razen enega poslanca, ki se je vzdržal, so glasovali za. S kakšno razlago? To je naša borba proti zahodnemu kolonializmu. LGBT... Dekadentnosti Zahoda. Ja, in to je... To je tudi ideologija Rusov, tam Dugina in tako naprej tega... Ne samo to. To je zdaj prevladujoča ideologija jugovzhodne Afrike, Azije. To je skrajne desnice. Ja, ampak tudi nekatere levice, ki dela usodno napako in spet misli. Evropska tradicija je utelešeno zlo, kdorkoli napada Evropo, mora biti nekaj dobrega na njem.
Zdaj, ti si imel v Nemčiji na Frankfurtskem knjižnem sejmu težave zaradi svojih stališč v Izraelu. Nekdanjega grškega finančnega ministra Janisa Varoufakisa, tvojega prijatelja sicer, zdaj v Nemčijo zaradi njegovih stališč v Izraelu sploh ne spustijo. Kaj pomeni ta prepoved, da ne sme v Nemčijo? Nekaj zelo hudega. Prvič tukaj je, vem, ker v Izraelu še vedno dajem intervjuje, Haaretz me je objavil, za nek radio sem dal intervju. Nemčija je zdaj hujša kot Izrael. Veš, kdo je moj idol v Izraelu? Ami Ajalan, bivši šef Shin Beta, tajne službe, ki je dal najboljšo analizo. Rekel je, moramo priznati Palestino, Marwan Barghouti, 20-letni zapornik, že spustiti ga ven. Se pravi, če to rečeš danes v Nemčiji, če citiraš šefa Shin Beta, zgubiš službo, si zaprt. In za mene je ta kampanja proizraelska v Nemčiji dobesedno nova oblika antisemitizma. A veš, da je v Nemčiji manj kot 0,5% Židov. Med temi, ki so pa utrpeli posledice zaradi nestrinjanja z izraelsko politiko, je pa več kot 30% Židov. Tukaj bi še to poudaril. A nismo opazili, kako je Izrael v zadnjih letih radikalno spremenil svoje stališče? Še pred par leti je bilo kritika Izraela kot države, ja, ne pa antisemitizem in Gaza, mi se borimo proti Hamasu, ampak nič pa nimamo proti Palestincem, ki so žrtve Hamasa. Zdaj je to oboje padlo. Netanjahu je pred kratkim rekel, ne, kritika Izraela danes pomeni novo obliko antisemitizma. Eksplicitno je to padlo in isto je, če dale bolj ob Gazi vidno Palestinci kot taki. So tarča, zato se ne strinjam, tako bom končal. Si bo takoj končala, čez 15 sekund končala. Pa pustim ti zadnje vprašanje. Ja, ne morete zadnjega vprašanja, ker še 5 sekund. Lahko rečem sam tako, zdaj veste, vidimo se ponedeljek, ki sta v Isti kanalu živo. Murphy, lepo se majte. Lepo se majte. Lepo se majte.